Ok, trenutno sem na spletni strani elegantthemes.com, poševnica preview, poševnica divi z velikim D. Zakaj vam kažem to stran? To stran v bistvu najraje pokažem na začetku, zato ker lahko vidite, kaj vse je v bistvu možno za tako temo. Ne? Res, če si recimo tukaj pogledate, si lahko pogledate vse te module, ki jih spletna stran uporablja, ne, oziroma omogoča. Vse te kombinacije nekih glav, nog, kakšne, ne, trgovina levo-desno, ne, kakšne portfolio dizajne lahko naredimo. Skratka, ogromno enih izjemnih možnosti imamo. Ne. Ampak preden pridemo do vseh teh možnosti, bi vam v bistvu mogel jaz povedati en osnoven miselni preskok, ki ga morate narediti, preden razumete vse te urejevalnike nove generacije. Ne. Se pravi, vsi ti urejevalniki so v bistvu delajo vsebino, ki je responsive. Kaj zdaj to pomeni? Ne? Responsive je način oblikovanja, kjer se vsebina prilagaja velikosti naprave. Ne? Se pravi, ena verzija bo, če jaz pridem z računalnikom na to spletno stran, če pridem s tablico na to spletno stran ali pa s telefonom na to spletno stran, se nekaj zgodi. Ne? Se pravi, ne bo ista oblika vsebine, ampak bo vsebina prilagojena za velikost oziroma za resolucijo te naprave. Ne? Se pravi, če bi jaz zdaj želel, recimo, če gledamo tele 3 stolpce, ne? Če začnem jaz manjšati resolucijo oziroma pač širino tega zaslona, ne, lahko takoj vidimo, ne, da je teh 6 stolpcev zdaj naenkrat skočilo drugače. Ne. In če se vrnem nazaj, evo, ne, se pravi, ne glede na to, na kakšni resoluciji naprave, s katero je uporabnik prišel gor, se mu bodo te stvari pokazale lepo. Ne? Se pravi, ne bo treba zoomirati, čeprav ne vem, po moje, no, mislim, meni gre recimo ta tip spletne strani po te blazne na živce, ker ne morem še dodatno zoomirati noter, ne? Ali pa povečati ven karkoli, ne. Se pravi, pač malte stisne, ampak Google je rekel, absolutno mora biti stran prilagojena za mobilne naprave, tako da pač to moramo delati. Ne glede na to, ali nam sede ali ne. Zato, ker nam tudi zaradi tega lahko pade rezultat na njihovem iskalniku. Ne. Zdaj pa ta prvi miselni preskok, ki ga morate narediti za dizajniranje z tako imenovanimi responsive elementi, je struktura 3 stvari. Sekcija, vrstica, modul. Se pravi, sekcija, vrstica in pa modul. Če pogledamo recimo tale del tukaj, ne, to je sekcija, ne, ima en element in ima modul. Tukaj malenkost nižje, ne, imamo sekcijo, ta sekcija ima recimo belo ozadje, ne, in tukaj imamo 3 stolpce, se pravi, imamo vrstico, mogoče imamo 2 vrstici, mogoče imamo 1 vrstico, ne bi vedel, ne, zato ker je količina teksta enaka, ampak recimo, da imamo 2 vrstici, ne, se pravi, imamo 2 vrstici in v vsaki od teh 2 vrstic imam 3 odstavke.
in v vsakem od teh 3 odstavkov imam en modul. Se pravi, to je blurb modul. Ne. Tukaj, ne, če jaz stvar pomanjšam, ne, boste videli zdaj razliko med 2 različnimi sekcijami. Ne. Eno je tako imenovana celozaslonska sekcija, eno je pa tako imenovana navadna sekcija. Ne. Se pravi, tale del tukaj, ne, če gledate, to, ne, cela spletna stran, ki je v navadni sekciji, ima tisto širino, ki smo si jo prej nastavili. Ne. 1080 je bil default nastavljen. Ne. Se pravi, vse, kar bo tukaj v navadnih sekcijah, se bo prilagajalo tej širini. Ne. Medtem, ko tukaj le zgoraj, imam pa jaz celozaslonsko sekcijo, ne, ki bo vedno, ne glede na to, s kakšno napravo pridem, ne, bo šlo od začetka do konca. Ne. Od začetka naprave, ne, od leve proti desni bo zapolnilo vse, kar imam. Ne. Se pravi, spet grem nazaj. Ne. Sekcija, to je celozaslonska sekcija, naprimer, ne, z enim elementom noter. Tole belo je sekcija, ne, z 2 vrsticama. Vsaka ta vrstica ima 3 stolpce in vsak tale stolpec ima en modul. Ne. Tukaj spet sekcija, tole je call to action modul, ne, ki je na sredini. Ne. In spet, če grem malenkost nižje, ne, tukaj imam sekcijo, najprej, ne, zdaj boste pa videli razliko. Ne. Se pravi, imam eno sekcijo, imam eno vrstico. V tej vrstici je samo en stolpec. V tej vrstici so 3 stolpci. Ne. V isti sekciji. Se pravi, vedno je sekcija, stolpec, se upravičujem, sekcija, vrstica, stolpec, modul. Nikoli v drugačnem vrstnem redu. Ne. Se pravi, ta koncept, kako se bodo te elementi, to si morate zapomniti, to si morate nujno zapomniti. Ne. Se pravi, sekcija, vrstica, stolpec, modul. Vedno. Ne. Spet tukaj lahko, ne. Tukaj imam 4, se pravi, imam sekcijo, imam eno vrstico, 4 stolpce in tukaj je counter modul. Ne. Tukaj imam eno sekcijo, eno vrstico in tole je, mislim, da full width portfolio modul. Ne. Spet naprej, ne. Modra sekcija, to je verjetno image slider, ne. Se pravi, imam nek tekst, nek še dodaten tekst in pa nek call to action gumbek z sliko. Ne. Zdaj, jaz sem si konkretno pomanjšal tole, ne. Če grem zdaj na 100%, lahko seveda vidite, da stvar izgleda lepo, ne. Da pač je bil samo moj zoom out tisti, ki je delal probleme. Ne. In tukaj spet, ne, lahko vidimo ta del, ta cel bel del je sekcija in zdaj v tej sekciji imamo, ne, tukaj le najprej imamo eno vrstico, ne. Mogoče, ne, samo toliko, ne. Se pravi, te stvari se bodo vedno pomikale navzgor, ne. Zato uporabljamo te vrstice, ne. Zato, ker če bi, recimo, ne, če bi jaz v eni vrstici imel tele 4 stvari tukaj, ne, div core features, to slikco, to slikco, to slikco, ne. Če jaz ne bi imel zdaj 2 vrstic tukaj, ne, bi ta stvar skočila gor, ta stvar bi skočila gor, ne, in te 3 stvari ne bi bile v isti poravnavi, ne. Tako da uporabimo eno ločeno vrstico za naslov, ne, in ločeno vrstico za tele slikce oziroma blurbe, ne, da se vse 3 na isti točki, ne, da je potem besedilo, ki je na isti točki in ga imamo noter, ne. Se pravi, spet, ne, sekcija,
z eno sliko v ozadju in call to action modul. Spet imamo, ne, sekcija, siva, versatile layout options in vse ostalo je v eni vrstici. Tole je zdaj ena vrstica, ne. Tukaj pa lahko spet vidimo, ne. To ne more biti v večjih vrsticah, zato ker je to skupaj, to skupaj, to skupaj, ne. Se pravi, vedno je, ne, takoj za sekcijo je vrstica, ne. Takoj v vrstici je stolpec, ne, se pravi, koliko stolpcev ima vrstica, in potem noter je modul, ne. Tisto, kar smo si na začetku pogledali, ne, tisto, kar je WordPress včasih kot tako imenovane gradnike oziroma widgets jemal, to je zdaj, ne, na 10. potenco, skratka vse točno tako, kakor si želim, bo izgledala zadevščina. In moja spletna stran bo točno taka, kot si jo želim.